Profesor Jerala, v minulih 2 letih, v času epidemije SARS-CoV-2, ste bili najširši javnosti izpostavljeni kot izjemno kredibilen strokovnjak glede pojavnosti ukrepov povezanih z epidemijo. Danes pa želimo predstaviti vaš dosežek razvoja tehnologije, poimenovali ste jo Inspire, in omogoča uravnavanje odziva človeških celic. Kot je razumeti, bi ta tehnologija omogočala kemijski nadzor celičnih procesov. Lahko nadrobneje pojasnite to novo spoznanje, ki utegne biti tudi zanimivo za klinično prakso? Dober dan, pozdravljeni. Res je bila ravno klinična praksa tista, ki nas je motivirala za to, da smo šli v ta projekt. Namreč, če želimo uporabljati celično terapijo, je pogosto potrebno, da lahko izvajamo kontrolo nad celicami. Torej, če se celice, recimo, če so preveč aktivne ali pa če so premalo aktivne, da jih z nekim zunanjim signalom dodatno spodbudimo. Recimo pri imunoterapiji raka se pogosto pride do pojava tako imenovanega citokinskega viharja, ko se naenkrat pride do zelo močnega vnetja zaradi aktivnosti celic, in v tem primeru običajno zdravniki to vnetje poskušajo zmanjšati z protiinflamatornimi, s protitelesi, ki nevtralizirajo to. Še lažje bi pa bilo, če bi lahko začasno utišali, zmanjšali aktivnost teh celic za kratek čas. In to je bil pa naš namen, da pripravimo sisteme, s katerimi bi lahko aktivnost celic nadzorovali od zunaj, in sicer na ta način, da bi uporabljali spojine, ki so bile že uporabljene v kliniki, ki so registrirane, ki imajo preverjeno varnost za uporabo. To je bil prvi razmislek. Drugi razmislek je bil pa ta, da želimo uporabiti človeške proteine. V sistemih, ki jih uporabljamo v sintezni biologiji, zelo pogosto uporabljamo bakterijske ali pa recimo rastlinske proteine, zato ker te sisteme poznamo, se zelo dobro odzivajo, ampak vemo, da če v človeške celice, v človeško telo vnesemo proteine, ki so bakterijskega ali pa rastlinskega izvora, lahko pride do prepoznavanja imunskega sistema, tvorbe protiteles in bodisi eliminacije teh celic ali pa zmanjšanje učinkovitosti. To je bil cilj tega, torej ideja tega našega projekta. No, ko ste razvijali te sisteme, kot ste rekli, kemičnega nadzora celičnih procesov, je eden med njimi prepoznal tudi hormon kortizol, njegovo povečano količino, a ga hkrati tudi ste naredili neaktivnega. To se mi zdi pomembno, saj vemo, da kortizol da se sprošča v stresnih situacijah in ne deluje prav prijetno na organizem. Ja, kortizol je ena od spojin, torej poleg teh spojin, ki se uporabljajo kot zdravila, smo se orientirali tudi na nekatere naravne učinkovine, kot so recimo hormoni, ravno s tem namenom, da lahko bodisi uporabljamo analoge tega kot regulatorje, po drugi strani pa, da pripravimo sistem, ki zaznava v samem telesu spremenjene količine, recimo konkretno tega hormona, in to smo naredili tako, da smo uporabili človeški receptor za kortizol, ga razdelili na 2 dela, ki sama po sebi nista bila aktivna. Ko pa smo dodali kortizol, sta se ta 2 dela združila skupaj in na ta način smo to lahko zaznali kot neke vrste senzor in smo pripravili reporter, ki zaznava v telesu praktično v realnem času, kdaj pride do povečane količine kortizola. In druga, tukaj smo pa ta sistem nadgradili, kot ste omenili, smo namesto reporterja vključili aktivacijo encima, ki pa modificira kortizol in ga na ta način inaktivira. In zdaj celoten sistem smo sestavili v neko tako negativno povratno zanko, da celice same zaznavajo povečano količino kortizola, istočasno pa ta kortizol tudi zmanjšajo, dokler ne pride do neke homeostaze, do nekega fiziološko sprejemljivega nivoja kortizola, ker kortizol je stresni hormon, so določene bolezni, recimo Cushingov sindrom, kjer je količina kortizola povečana in bi bilo seveda ugodno, da bi ga zmanjšalo. Se pravi, to je pa že v bistvu nek tak terapevtski sistem, ki bi ga v principu lahko uporabljali za terapijo. Zdaj,
Pripravili smo platformo, ki smo jo imenovali po Inspire. Ideja je v tem, da ne samo kortizol, ampak lahko seveda pokazali smo tudi na nekatere druge hormone, v bistvu isti principi lahko uporabljajo za številne druge hormone, da pripravimo neke vrste, bi rekel, teranostično napravo, torej napravo, ki in situ zaznava povečane količine, zraven pa deluje kot zdravilo oziroma sama od sebe jih že zmanjša ta nivo. No, samo mimogrede, a je recimo izločanje kortizola vedno pojmovano zelo negativno? Ne, nasprotno, seveda kortizol ima svojo določeno fiziološko vlogo, zato seveda ni naš cilj, da ga popolnoma eliminiramo, ampak torej, da ga zmanjšamo na nek fiziološko primerljiv nivo, zato sem tudi omenil primer Cushingova sindroma, torej premalo vem o endokrinologiji, da bi lahko sklepal, v kakšnih primerih je to idealno ali pa primerljivo, zagotovo ne bi bila prava indikacija, da bi enostavno samo zmanjšali stres z zmanjšanim razgradnjo kortizola, ampak seveda je cela vrsta drugih podobnih hormonov, ki so povečani, patološko povečani in bi jih bilo primerno zmanjšati. Po drugi strani pa, kot sem omenil, lahko uporabimo tudi nekatere analoge, ki se uporabljajo za zdravila in s katerimi bi lahko uravnavali delovanje terapevtskih celic. No, saj zato ta vaša tehnologija predstavlja pomembno neko novo orodje tudi za področje biotehnologije in biomedicine, predvsem za ta nadzor genskih celičnih terapij. To, kar sva govorila o kortizolu. Ja, torej mislim, da res najdemo lahko zelo veliko število potencialnih aplikacij, gre za platformo. Recimo prva taka konkretna aplikacija, ki sem jo prej omenil, je recimo te CAR-T celice za imunoterapijo raka, kjer nekatere sedaj uporabljajo tehnologije, enostavno inaktivirajo te celice zavedno oziroma jih eliminirajo. Boljše bi bilo seveda, da njihovo delovanje samo začasno zmanjšamo in tukaj imamo kar ene par kandidatov, ki bi jih lahko uporabljali z, kot sem omenil, zdravili, ki so bila že registrirana. Tukaj so razni inhibitorji kinaz, potem so metotrexat, recimo T3, estradiol, torej pokazali smo na 6 različnih proteinih, človeških proteinih, ki smo jih razcepili in sami po sebi niso bili aktivni, šele v prisotnosti tega reagenta so se povečali in smo na ta način pokazali, da lahko uravnavamo bodisi delovanje genov, v principu katerega koli gena, ali pa aktivnost nekih določenih proteinov. Tako da mislim, da je kar precejšen interes v sferi na področju sintezne biologije. Članek je bil spet kar predvsem navdušen, tudi na par znanstvenih srečanjih sem to že predstavil, recimo za srečanje v Edinburghu na temo sesavske sintezne biologije, tako da sem prepričan, da ta sam koncept se bo uveljavil, da bodo tudi številni drugi raziskovalci uporabljali. Vložili smo sicer patentno prijavo, ampak same plazmide smo dali na razpolago drugim raziskovalcem in nekateri že sprašujejo in bi že radi testirali v svojih sistemih. Se pravi, da niste zaprli, da ste dali ta repozitorij? Tako, za akademske raziskave je seveda uporabno, računamo pa, če bomo našli primerne pare, primerne sisteme, da bi se dejansko lahko ga stestirali v nekih klinično relevantnih sistemih. No, saj vaš odsek za sintezno biologijo in imunologijo, vi ste tudi predstojnik tega odseka, v bistvu velikokrat zelo pozitivno preseneča z novimi spoznanji, odkritji, aplikativnimi možnostmi prenosa v klinično prakso in tako naprej. Zato tudi ne preseneča, da načrtujete ustanavljanje centra za tehnologijo genske in celične terapije. Lahko kaj več poveste o tem? Ja, že dlje časa smo nekako povezovali sintezno biologijo z imunologijo, kar sta dve področji našega odseka, na katerem imamo neko ekspertizo in smo prišli do spoznanja, da gre za kombinacijo, ki je lahko zelo uporabna, zelo močno orodje za napredne genske in celične terapije.
In po drugi strani pa smo tudi navezali stike z kar nekaj zelo sposobnimi, motiviranimi kliniki, ki želijo uporabiti sodobne pristope, torej ne samo biološka zdravila, ampak celično in gensko terapijo v praksi. Prednosti teh pristopov so to, da so bolj ciljani, bolj natančni in dejansko z njimi pogosto lahko zdravimo že neposredno vzroke bolezni, ne samo simptome, ampak tudi vzroke bolezni. In te pristopi se po svetu že vpeljujejo v prakso, tudi v Sloveniji smo že začeli s tem. In torej naša želja je bila, da povežemo te temeljne ali pa usmerjene temeljne raziskave z kliniko, zato da bi omogočili tudi v Sloveniji dostop pacientom do teh sodobnih metod zdravljenja, ker mislim, da je za raziskovalce zagotovo velika motivacija to, da plod raziskav pride tudi do neke neposredne uporabe. Glavna motivacija so seveda temeljne raziskave za to, da raziskujemo neke mehanizme, torej principe samega delovanja, ampak seveda bi bili toliko bolj veseli, če bi lahko prišli do neke take uporabe. Seveda to ne gre enostavno, zato ker če želimo nekaj prinesti v uporabo, moramo najprej to stestirati na predkliničnih raziskavah, na živalskih modelih, kar imamo v hiši in to nam že dobro deluje. Bolj problematičen je pa naslednji korak, kako narediti preskok od predkliničnih raziskav do prvega testiranja na ljudeh. Zato potrebujemo motivirane klinike, za katere smo rekli, da že so. Seveda je visoka motivacija pacientov, imamo tudi zelo dobro sodelovanje, stike z organizacijami, ki povezujejo bodisi starše ali pa direktno paciente z rakom, z redkimi boleznimi. Torej tisto, kar manjka, je neka zmožnost, da pripravimo zdravilo oziroma kandidat za zdravila za klinično uporabo. To mora biti pripravljeno z zelo visokimi standardi dobre prakse, proizvodne prakse, angleško kratico GMP, kar zahteva posebne prostore, posebne laboratorije, drage reagente, česar nismo imeli na razpolago. In torej smo prišli na idejo, da vzpostavimo nek tak center za tehnologijo genske in celične terapije, ki bi naredil točno to. Torej bi uporabil naše, pa ne samo naše, ampak najsodobnejše tehnologije in bi uspel pripraviti kandidate za klinično testiranje, ki bi jih potem kliniki dejansko pripeljali do pacientov. Zdaj govorimo ena stvar je ta celična terapija, imunoterapija raka, po drugi strani so pa tukaj tudi genske terapije, recimo z uporabo CRISPR, tudi na tem področju imamo nekaj inovacij, tudi mogoče bi omenil en članek, katerega prvi avtor je Duško Lainšček, smo ga tudi letos objavili v Nature Communications, kjer smo razvili neko platformo, s katero lahko izboljšamo učinkovitost metode CRISPR kot genski škarji, ki ciljajo nek določen gen in ga inaktiviramo, kar je spet cela vrsta direktno neposredne medicinske uporabe. Nekatere od teh metod so že v kliničnem testiranju in če združimo vse to skupaj, potem mislim, da lahko pridemo do nekega takega centra, za katerega seveda tisto, kar manjka, so seveda finance, katere pa poskušamo dobiti na razpisih, na evropskem razpisu teaminga, kjer upamo, da bomo dobili sredstva, s katerimi bomo lahko zgradili prostore, opremo in torej začetno par let delovanja centra, da bi lahko prišli do prvih kandidatov, ki bi jih potem lahko prenesli v klinično testiranje. No, zdaj recimo ta prejšnji dosežek vaš, ta raziskava in pa tudi mnoge druge, se mi zdi, da kar kličejo po implementaciji, ne? Me pa zanima, vi poznate tudi seveda to medicinsko sceno, koliko je pri nas ta translacijska medicina razvita, da se lahko recimo potem tudi ta vaš prihodnji center lepo umesti noter?
Ja, tukaj so seveda določeni problemi, predvsem slišim od kolegov klinikov, da imajo problem s tem, da enostavno nimajo dovolj rezerviranega časa, ki bi ga lahko uporabljali za raziskavo. Ker če želijo izvajati torej, skrb za paciente na najvišjem nivoju, glede na to, da je recimo univerzitetni klinični center, je ideja v tem, da to ne delajo samo rutinske zadeve, ampak tudi bolj zahtevne zadeve in zato se potrebujejo nekaj časa izven te rutine, da bi temu. In tukaj mislim, da bo potrebno nekaj storiti v tej smeri, da bodo imeli omogočen več časa za tovrstne napredne raziskave. Ampak po drugi strani pa seveda je potrebno, da se z njihove strani dobimo nek feedback, torej kaj potrebujemo. In tukaj moram reči, da na dveh področjih so se zadeve zelo, zelo lepo recimo poklopile. Recimo na področju imunoterapije raka imamo zelo sposobne in motivirane hematologe, tukaj bi omenil profesorja Zvera, profesorja Severa, ki so že dlje časa želeli vzpostaviti prenos uporabe CAR-T celične terapije za zdravljenje določenih vrst krvnega raka. V tem primeru se je spet organizirala združenje pacientov in so zbrali denar skupaj za 2 napravi, s katerimi bi lahko začeli z tretmajem, upajmo tam nekje v naslednjem letu, zaenkrat samo za eno indikacijo CD19, ta, ki je tudi komercialno dostopna. Eno od razlogov je tudi to, da bi lahko to izvajali za nižje stroške, kot če se pacienta pošlje nekam v tujino, če sami pripravimo to napravo. Drugi cilj, bolj dolgoročen, je pa to, da ne bi se naslanjali samo na en vektor, ki je trenutno dostopen, ampak da bi dejansko razvili tudi dodatne vektorje, ki bodo bodisi bolj varni, bolj učinkoviti, ki bodo uporabni za druge širše indikacije in točno te že razvijamo v naši skupini in mislim, da je tukaj zelo lepa sinergija tudi z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo, kjer je profesor Han, tam bodo izvajali prenos teh CAR-T konstruktov v celice. Pri tej terapiji gre za to, da iz pacienta odvzamemo celice T in potem celice T v tej napravi modificiramo z virusnim vektorjem, tako da v njih vstavimo CAR-T. To je neke vrste umeten receptor, ki prepoznava rakave celice in aktivira celice T, tako da to rakasto tačno celico uničijo. Torej, to je tehnologija, ki je lahko izjemno učinkovita za določene vrste raka, za katere se je pokazalo, da vse ostale terapije odpovejo in seveda ne samo mi, ampak tudi ostali raziskovalci na svetu delajo za razširitev uporabe te terapije na druge vrste raka, pa tudi ne nazadnje, da naredimo to terapijo bolj varno. Zato, ker doslej se je uporabljala predvsem v primerih, ko so vse ostale možnosti odpovedale. Bi bilo pa fajn, da ta tretma uvedemo čim hitreje, kar ga lahko uvedemo bodi po eni strani, da je bolj varna, po drugi strani pa seveda, da je tudi cenejša, da je dostopna večjemu številu pacientov. Drugo področje, ki bi ga izpostavil, je pa genska terapija. Tukaj bi pa posebej omenil profesorja Osredkarja, ki tudi že izvaja tretma z Zolgensmo, torej za spinalno mišično atrofijo. Pediater, ne? Pediater, ne. In tukaj bi pa radi zdaj razširili to še na druge vrste, torej genske terapije. Tukaj pa sodelujemo pri pripravi zdravila za sindrom CTNNB1, kjer je ta deček Urban, kjer moram reči, da je spet gre za fundacijo, ki je organizirala njegova mama Špela Miroševič, ki je izjemno podkovana na tem področju, praktično lahko rečem, da je avtoriteta za poznavanje tega sindroma v svetu in je tudi organizirala celoten konzorcij z raziskovalci iz celega sveta, od Avstralije do ZDA in seveda tudi Slovenije. In tukaj pri nas razvijamo drugačne vrste terapije. Torej, pri teh genskih terapijah gre za to, da v določenih primerih je več ali manj jasno, kater način terapije je najboljši. Pri določenih boleznih, kjer pa še nimamo odobrenega zdravila, je pa dobro, da pogledamo več različnih pristopov. In tukaj lahko uporabimo naše znanje, pa seveda tudi motivacijo sodelavcev,
da preverimo lahko različne načine, zdaj govorimo o editiranju RNK, recimo, potem druga možnost, da vplivamo na uravnavanje izražanja oziroma stabilnosti preostale zdravega alela gena, s katerim bi lahko dvignili njegov nivo. Torej, v tem primeru imamo ene par poti, ki jih razvijamo, s katerimi upamo, torej, da bomo čim prej začeli jih testirati tudi na Urbanovih celicah, potem na mišjem modelu, ki ga razvijajo v ZDA na osnovi te same fundacije. Ampak radi bi seveda v tem centru naredili seveda terapije, ki bi bile uporabljene za širši nabor različnih genskih bolezni in ki bi jih omogočili tudi staršem, ki mogoče, oziroma otrokom, kateri starši mogoče niso tako podkovani oziroma niso tako zelo močno angažirani, kot je v tem primeru Urbanova mama, ampak vsekakor lahko, to sem prepričan, da v naslednjih 10 letih, da bomo videli poplavo različnih načinov genske terapije za različne bolezni, kjer pogosto ni dovolj velikega interesa farmacevtskih podjetij, da bi razvili zdravilo, če obstaja na celem svetu mogoče samo par sto primerov. V tem primeru pa gre za možnost neke vrste butičnega razvoja terapije, za katero računamo, da bi bili stroški bistveno manjši, kot so mogoče v tem primeru, ko zdaj govorimo o par milijonih za vsakega pacienta. Poglejte, to, kar ste zdaj razlagali, se mi zdi, da je opazen na nek način premik k širjenju povezovanja, se pravi bolj celostno, bolj holistično razumevanje tudi znanstvenih vprašanj. Sploh naj bi prišlo do neke nove paradigme pojmovanja znanosti. A imate znanstveniki s tem kakšne težave? Zdaj, odvisno od tega, kako kdo pojmuje določeno paradigmo. Glede samega sodelovanja seveda nimamo nobenega problema. Bistveno je to, seveda, da se združijo skupaj ljudje, ki lahko dejansko nekaj prispevajo, da vsak dejansko prispeva maksimalno, potem mislim, da lahko naredimo neko zelo dobro, zelo zanimivo stvar. Tako da, kar se tega tiče vloge znanosti, nimam nobenega problema. Imam problem s tem, da bi znanost jemali preveč ozko, preveč utilitaristično, kaj pa je neposredno uporabno. Nenazadnje tudi veliko število iznajdb ni kazalo neke direktne uporabe. Na našem področju sintezna biologija mogoče lahko rečemo v redu, tole bo recimo uporabno, ampak po drugi strani bom jaz zelo vesel, če bo nekdo drug neko našo iznajdbo uporabil za nekaj popolnoma drugega. Jaz mislim, da ne moramo napovedati, kakšen bo najboljša uporaba določenega, mogoče tudi nekega temeljnega razumevanja znanosti, zato mislim, da je seveda potrebno podpirati tako temeljne kot tudi aplikativne raziskave. Po drugi strani pa mislim, da ne smemo kljub samo pozabiti na to, da gre kljub samo za inovativnost, za neke originalne ideje. Danes pogosto znanost pojmujemo mogoče preveč tehnicistično, da gre samo za to, da z velikimi topovi streljamo masovno, brez da bi imeli kakršnekoli hipoteze. Jaz sem prepričan, da za vsakim res dobrim odkritjem je predvsem neka originalna ideja. So določena področja, ki je seveda potrebno uporabljati, recimo človeški genom je pač potrebno določiti zaporedje in to je seveda neko rutinsko delo, katerega rezultat je zelo, zelo pomemben, ampak recimo moj kozarec čaja je bolj v smeri, da želim priti do neke inovativne ideje, kjer nenazadnje mislim, da imamo v Sloveniji lahko tudi neko komparativno prednost, edino z nekimi inovativnimi idejami. Nenazadnje glede velikosti, glede sredstev smo težko konkurenčni, lahko pa smo konkurenčni z nekim povezovanjem
idej. Recimo v našem laboratoriju mislim, da je res ena od prednosti to, da res pokrivamo zelo širok nabor od praktično atomske ločljivosti do razumevanja dizajna samih proteinov, pa celotno preko delovanja na celicah in potem na celotnih organizmih, in tukaj mislim, da je neka naša komparativna prednost. Je pa zadnje leto morda, oziroma nekaj njih zadnjih let, seveda se zadeva spremenila, ko je v polje znanosti vstopilo to informacijske tehnologije, ne, ki pa z matematičnimi orodji pomaga razumeti vašo znanost. Ne. Se mi pa zdi, da je tak način sodelovanja sicer razburljiv, vendar je tudi intelektualno bolj zahteven. Kako se vi soočate? Ja, to je zagotovo. No. Zdaj, tukaj na to lahko odgovorimo na več nivojih. En je ta, da enostavno z razvojem informatike je bil ključen za razvoj bioznanosti, kot jih danes poznamo. Če ne bi imeli tako zmogljivih računalnikov, enostavno danes vede v življenju ne bi bile tam, kjer so. To je jasno. Tukaj gre za enostavno neke tehnične predpostavke, ki so bile potrebne za razvoj tega. Drugo je pa seveda koncepti in povezovanje različnih področij. Recimo ena od zanimivih področij, na kateri delamo, je dizajn proteinov, kjer smo zasnovali popolnoma drugačen način dizajna proteinov, kot so naravni proteini, kar mimogrede kaže, da je seveda možnih več različnih načinov, ne nujno samo takšni, ki so se razvili v naravi, se pravi, obstaja še velika priložnost za neko racionalno načrtovanje. Gre recimo tukaj en primer takih kletk, kjer so nekako stilizirana struktura, gre dejansko zadaj za neko tridimenzionalno strukturo, ampak lahko jih schematsko predstavimo na ta način. In zdaj, takoj, ko so kolegi matematiki to pogledali, so rekli, to je pa matematični problem. In tega se lahko lotimo z matematičnega pristopa, z pomočjo teorije grafov, ker gre tukaj v bistvu za neke vrste usmerjen graf. In tukaj smo imeli zelo plodno sodelovanje z kolegi matematiki, kjer so lahko uporabljali svoje orodje za to razumevanje. Seveda je pa potrebno nek določen napor, ali pa seveda, ki je lahko zelo produktiven, da omogočimo, da matematiki lahko razumejo nas in po drugi strani, da mi razumemo matematike. In tukaj je seveda precej zahtevno vprašanje, kako lahko nekdo sledi tako zelo široko področje. Recimo že samo na področju ved o življenju, ne samo ved o življenju, za področju biokemije nihče ne more slediti vsega, ker je dejansko obseg je izjemen. Recimo samo revija Journal of Biological Chemistry, ki je ena od revij na področju, ima letno, mislim, da 15,000 strani objav, kar nihče jih ne more tega gledati. Pa gre samo za neko ozko področje. Se pravi, potrebno se je specializirati in zato so potrebna leta dela ali pa mogoče celo desetletja, da res postaneš dober v čemer, kar delaš. In seveda je težko potem razumevati še neko drugo področje, matematiko, informatiko, fiziko in podobno. Čeprav seveda ravno na meji med temi področji, na preseku področji prihaja do zelo pomembnih in zanimivih prebojev, in tudi tukaj mislim, da je priložnost za inovacije, da dejansko pridemo do premika nekih konceptov. Tudi sintezna biologija je zanimiva zato, ker gre spet za presečišče med inženirstvom pa biološkimi sistemi. Torej, gre za to, da dizajniramo biološke sisteme, po drugi strani je pa seveda tudi priložnost, da principe bioloških sistemov prestavimo v našo tehnologijo, ki imamo v vsakdanjem življenju. Nazadnje, biološki sistemi imajo veliko zelo ugodnih lastnosti. Biološki sistemi so dizajnirani na atomski skali, na nanometrskem nivoju.
potem so seveda sposobni samorazmnoževanja, so robustni, so sposobni evolucije, so zelo energetsko učinkoviti, so sposobni recikliranja materijala. Skratka, narava, ne, tisto, kar jemljemo samo po sebi razumljivo, gre pa za izjemno kompleksne sisteme. In zdaj, če bi imeli našo tehnologijo, vsakdanjo tehnologijo, da bi uporabljali veliko teh principov, potem jaz mislim, da bi rešili kar zelo velik del problemov, ki ima človeštvo. Ne? Ker takšni sistemi bi bili bolj vzdržni, bolj v skladju z naravo. Ne nazadnje o energetski učinkovitosti veliko govorimo, ampak gre za to, da marsikdaj temu rečemo tudi krožna ekonomija, ampak dejansko gre za neke. In prav mislim, da tukaj bi bil prav napredek, da dejansko našo tehnologijo naredimo bolj podobno biološkim sistemom, ki so, po pravici povedano, zelo zahtevni, zelo komplicirani, ampak zato, ker kmetijstvo jemljemo kot neko najbolj zaostalo ali pa najbolj enostavno tehnologijo, ampak če pogledamo, kako ti biološki sistemi delujejo, so izjemno kompleksni in noben sistem, ki ga je človek zamislil, še dejansko ni sposoben tega in mislim, da tukaj so velike priložnosti ravno na jemanju zgledov, na prenašanju določenih sistemov. Po drugi strani pa, seveda, kot sem prej omenil, dizajn proteinov. Ne. V naravi so se proteini razvili z selekcijo, z naključnimi mutacijami, racionalno pa lahko te sisteme dizajniramo drugačne. Lahko nenazadnje tudi v biološke sisteme vnesemo neke anorganske materiale, jih naredimo neke povezovanje elektronskih sistemov z biološkimi sistemi, tako da v bistvu ljudje lahko jemljemo najboljše od obeh sistemov in naredimo nekaj, kar bo tehnološko učinkovito, po drugi strani pa bo tudi zelo ustrezno za zemljo, za katero vemo, da je pač omejen ekosistem. No, ko omenjate proteine, skoraj se mi zdi prav, da omeniva tisto, kar je svetovni znanstveni skupnosti prišlo, mislim, da lansko leto, skoraj da do teh epohalnih premikov, ko je skupina pri DeepMindu, pri Alphabetu, oblikovala algoritem AlphaFold, ki je pokazal način zvijanja proteinov. Mislim, da so kar 50 let iskali to, kako se to zvija. In ta algoritem so potem dali v odprt repozitorij in ga že mnogo po svetu uporabljajo. Kako ste znanstveniki to sprejeli? Ja, z izjemnim navdušenjem. No. Tukaj moram reči, da gre res za enega največjih prebojev na področju ved o življenju v zadnjih desetletjih, lahko rečem. No. Ker tukaj gre za eno ključno vprašanje, kako linearno zaporedje aminokislin določa tridimenzionalno strukturo proteinov. Do danes smo znali, vemo, da je to kompleksno, zato ker je potrebno neko sodelovanje velikega števila malih kooperativnih interakcij, da določa tridimenzionalno strukturo. Pred 4 leti smo uspeli pripraviti model samo za proteine, če smo vedeli, kakšna je struktura nekega podobnega proteina, kar pomeni, da smo v bistvu manjšino proteinov lahko napovedali tridimenzionalno strukturo. Potem pa so v DeepMindu uporabili znane tridimenzionalne strukture proteinov in uspeli z ogromnim številom parametrov, zdaj govorimo o 90 milijonih parametrov, pripraviti sistem, ki lahko napoveduje tridimenzionalno strukturo proteinov iz aminokislinskega zaporedja, kar je, res sveti gral biokemije že, kot ste omenili, 50 let. No. Jaz pa tudi ostali kolegi smo bili prepričani, da to ne bo možno še zelo dolgo, če sploh kdaj, ali pa vsaj par desetletij. Tako da je tukaj to uspelo in na ta način lahko pripravimo zelo dober model praktično za vse proteine, vse človeške proteine, torej približno 20 tisoč proteinov kodira človeški genom in danes imamo na voljo modele praktično za vse proteine, ne samo človeške, ampak vse, ki smo jih v naravi za večino organizmov, katere genome smo poznali, in seveda to ima zelo pomemben posledico za razumevanje
delovanja celic, delovanja nenazadnje tudi za načrtovanje zdravil. Ne samo, da zdaj lahko napovemo strukturo naravnih, ampak lahko napovemo tudi strukturo dizajniranih proteinov. Čeprav recimo zanimivo za te kletke, ki smo jih tukaj racionalno naredili, proteinske kletke, pa z AlphaFoldom ne uspemo napovedati strukture, zato ker je preveč kompliciran vzorec zvitja. Tako da tukaj jaz mislim, da se odpira še ogromne druge perspektive, kar zelo verjetno s temi podobnimi metodami bomo tudi pospešili dizajn novih zdravil, manjših molekul, to je eden od naslednjih izzivov. Vsekakor pa jaz bi rekel, da je to kar triumf metod strojnega učenja in izjemno močno orodje za vse, ki delajo na vedah o življenju. Mi seveda to uporabljamo že od takrat, ko so bile na razpolago te napovedane strukture, in seveda moram reči, da smo zelo hvaležni tem raziskovalcem, da so dali kodo prosto na razpolago vsem, tako da vsi lahko napovedujejo strukturo tudi dizajniranih proteinov, tako da tukaj je nedvomno, lahko rečem, kar epohalno odkritje. No, pa razvoj gre pa seveda naprej in seveda pri DeepMindu imajo še in še nekih načrtov, ampak glede tega razvoja se mi zdi tudi pomenljiv primer, ko so junija letos južnokorejski regulatorji dovolili prvo zdravilo proti COVID-19, izdelano iz beljakovine. Temelji namreč na sferičnem proteinskem nanodelcu, ki so ga raziskovalci naredili že pred časom, sicer po načinu poskusov in zmot, tako kot se seveda na nek način dela ali se je delalo recimo pri raziskavah. Danes pa z umetno inteligenco oblikujejo take molekule izjemno hitro. Me zanima, kam bo šel razvoj še naprej? No, to je eden od primerov aplikacije dizajna proteinov, ki se tudi gradi že na dolgoletnih izkušnjah. To ni šlo za nekaj, kar je nastalo čez noč. Pa drugače je tudi še eno cepivo, ki je na osnovi proteinov Novavax, recimo, ampak ta je samo na osnovi naravnega, medtem ko ti so pa na osnovi dizajniranih proteinskih kletk. Ja, jaz mislim, da je dizajn proteinov, v zlata leta prihajajo, no? Tako da mislim, da možnosti so izjemne, danes predvsem govorijo sicer o zdravljenju, ampak se tudi na področju biotehnologije tukaj so zelo velike možnosti, ker nenazadnje proteini so izjemno dobri katalizatorji zelo specifičnih reakcij, s katerimi lahko nenazadnje mogoče spet, če gremo spet nazaj na zdravila, pripravimo določene molekule, ki imajo zelo definirano kiralnost, ki jih mogoče na osnovi samih kemijskih reakcij težko pripravimo z določenim izkoristkom. Po drugi strani pa seveda lahko tudi razvijamo encime, ki bodo določeni uporabljeni za senzorje, za kataliziranje nekih procesov, za tvorbo biogoriva, za tvorbo novih materialov. Tako da tukaj proteini so praktično imajo skoraj neskončno variabilnost, s tem, da so spet definirani na atomskem nivoju, in če lahko kontroliramo strukturo, potem na ta način lahko tudi kontroliramo lastnosti materialov, in mislim, da bomo na ta način dobili lahko tudi materiale, ki imajo bistveno boljše, pa recimo nove lastnosti v primerjavi samo z nekimi naravnimi materiali, po drugi strani pa jih lahko pripravimo na način, ki je spet bolj prijazen naravi, torej lahko jih pripravimo v celicah iz zelo enostavnih sestavin, ki jih dobimo praktično iz ogljikovega dioksida in sončne energije. Kako pa vi kot javni intelektualec komentirate poročilo Evropske komisije, ki opozarja, da je nadzor nad tehnologijo vse bolj geopolitično izhodišče? Evropa namreč izgublja naložbeno tekmo na področju kvantnega računalništva, 5G tehnologije, umetne inteligence, zanimivo, in tudi biotehnologije, to je vaše polje. Gre namreč za vprašanje, kako bo Evropa šla skozi
digitalno in okoljsko preobrazbo in v končni konsekvenci tudi gospodarstvo sploh? Ja, mislim, da je Evropa nekoliko ali pa kar precej premalo podpira znanost. No. Spomnimo se, ko je bila imenovana nova komisija, je bilo potrebno kar močen pritisk znanstvenikov, da je bil znanost kot ime znanost določen v resorju, ki ga koordinira torej komisarka Gabriela. Ne. Torej, to je kazalo, da znanost so jo kljub samo imeli bolj nekako stransko. Evropa z svojim potencialom, jaz mislim, da ima izjemno velik potencial, ki ga moramo na primeren način uporabiti. V Evropi smo navajeni in želimo imeti nek določen standard glede demokracije, glede zdravja, glede vsega, ampak seveda, da to omogočimo, moramo imeti tudi industrijo, tehnologijo, ki bo imela dovolj visoko dodano vrednost. In lahko za področje biotehnologije povem, da dejansko Evropa zaostaja. No. Recimo, če zdaj govorimo o genski in celični terapiji, spet nazaj, vidimo, da pri recimo kliničnih testiranjih za imunoterapijo raka je na prvem mestu, ampak zdaj govorimo o testiranju na število prebivalcev, je na prvem mestu Kitajska, potem sledi ZDA in precej zadaj je Evropa. Torej, število takšnih kliničnih testiranj je manjše. Marsikdaj je tudi to posledica neke mogoče birokratske okorelosti, da se zadeve precej počasneje premikajo v Evropi, mogoče tudi manjše odprtosti na inovativnost. Tukaj je še posebej škoda, da se je Združeno kraljestvo odločilo zapustiti Evropsko unijo, zato ker je ravno tam je bilo mogoče bolj inovativno, bolj napredno, torej so bili bolj odprti do določenih napredkov, zdaj govorimo o medicinskih napredkih. Po drugi strani vemo, da je v Evropi največji odpor pred uporabo gensko spremenjenih organizmov, zdaj govorimo konkretno o rastlinah, ki lahko prinesejo veliko dobrega, nenazadnje modifikacije rastlin, da so recimo odporni na sušo, na višje temperature, da z njimi proizvajamo hrano, ki vsebuje večjo količino recimo zaželenih vitaminov, manjše število nezaželenih sestavin. Mislim, da so to vse zadeve, ki bi morale biti bolj dostopne. Tukaj se pa bojim, da gre za neko politično korektnost, za meni nerazumljiv odpor do tehnologije, ki je dokazano neškodljiva, ampak se je kljub samo politika odločila, da za vsak primer bo pa to zaustavila. In tukaj vidimo v bistvu skoraj na vsakem področju, da Evropa nekako zaostaja. Tudi če smo že pri cepivih konkretno, Evropa spet pokazala, BioNTech je podjetje, ki izvira iz Evrope, ampak seveda ameriško podjetje Pfizer je bilo potrebno za to, da je pripeljalo do kliničnega testiranja, do komercializacije. Po drugi strani so spet, EMA je bila bolj konzervativna, medtem ko so v ZDA komisija pri FDA odločila, da že v začetku poletja, da želijo od proizvajalcev, da do jeseni pripravi različico cepiva, ki bo prilagojeno na virus, ki kroži naokrog. In to se dejansko storilo, če ne bi bilo tega pritiska ameriških znanstvenikov, ki so to zahtevali, tega danes ne bi imeli, in potem je Evropa samo sledila temu. In mislim, da če želimo biti, da je Evropa vodilna, potem mora prevzeti vodilno mesto in ne samo biti na mestu sledilca in slediti mogoče spet neke take konzervativne, politično korektne odločitve, ampak mislim, da je potrebno poslušati znanost, seveda upoštevati tudi možna tveganja, ampak ne neka abstraktna tveganja, predvsem pa ne neke predsodke. V času COVID krize ste bili vi pomemben komunikator znanosti. Hkrati pa so se pojavljale tako imenovane lažne novice, nahajali smo veliko tudi psevdoznanstvenih člankov. Kako se kot izjemno kredibilen znanstvenik borite proti temu?
Poglejte, v času korone se mi je zdelo, da je moja dolžnost, da se izpostavim, zato ker mislim, da imam nekaj znanja na tem področju in potem, ko so me mediji prosili za komentarje, sem pač bolj sledil temu področju in sem podajal svoje, lahko rečem temu, znanstveno mnenje o konkretno predvsem na področju cepiv. Mislim, da je to zelo nevarno, ravno to, ta družbena omrežja, kjer danes seveda krožijo veliko lažnih informacij in ki so očitno generirane namerno. Nekateri seveda iz neznanja težko presodijo, kaj je res in mogoče naključno širijo neke informacije, ampak nekatere informacije so nedvomno generirane popolnoma maliciozno. In moram reči, da seveda razumem ljudi, ki niso strokovnjaki na področju, da se je zelo težko odločiti, ker dobivaš nasprotujoče informacije. Dobivamo po eni strani informacije v eno smer, v drugo smer in tukaj jaz mislim, da je vloga znanstvenikov to, da presodijo težo informacij, podajo neko svoje mnenje in seveda, če ima nek znanstvenik kredibilnost, jaz računam, da je to neka teža, na katero se potem ljudje lahko lažje oprejo. Žal tudi pojavili so se nekateri članki, ki so bili objavljeni v znanstvenih revijah, za katere se je pokazalo, da nikoli ne bi smeli biti objavljeni, ker enostavno informacije za njimi niso bile, oziroma podatki jih niso pravilno podpirali. Tako da tukaj mislim, da seveda prihajamo v zelo zahtevno razmere, kako reagirati na to, kako obravnavati, katerim informacijam zaupati, katere ne. Torej, znanstveniki običajno pogledamo, nenazadnje, kdo stoji za tisto informacijo, gre za kredibilnega znanstvenika ali dejansko ima rezultate, podatke, s katerimi lahko podkrepi svoje trditve, ali gre samo za neko neobvezujoče mnenje. Pojavilo se je tudi kar nekaj znanstvenikov, ki so mogoče videli nekih svojih 5 minut slave in so potem začeli neke take alarmantne novice širiti. Ampak večinoma, lahko rečem kar, koliko procentov, ampak izjemno velika večina seveda podpira uporabo, delovanje cepiv in glede tega mislim, da je jasno, da so zadaj kredibilne rezultati, ki kažejo takšne ugodno delovanje cepiv, ampak seveda marsikdaj je težko razložiti, da ni vse samo belo in črno, da so določeni stranski učinki, da marsičesa ne vemo in to je seveda mogoče težko razložiti nekomu, zakaj so danes na svetu drugačni, kot so bili pred določenim časom. Pred enim letom nismo vedeli, kakšno bo trajanje zaščite s cepivom, nismo vedeli, kako hitro se bo virus sposoben prilagajati temu, ampak kljub samo znanost seveda napreduje, sledi temu, nasveti oziroma ravnanje se temu prilagaja in mislim, da je znanost tista, na katero moramo staviti, da bo rešila ne samo to, ampak seveda tudi številne druge probleme, s katerimi se sooča človeštvo. Prej, ko sva govorila o povezovanju različnih znanstvenih ved, pač nek tak holističen korpus, bom rekla, ki se seveda vedno bolj širi z neko novo paradigmo v znanstvenih krogih, pa tudi v javnosti. Se mi zdi zanimivo mnenje vaših kolegov, znanstvenikov nekaterih, da mora biti tudi izobraževanje drugače organizirano. Vse tisti, ki so bili šolani recimo v nekih drugih okoljih, dajo kot primer nekega kolidža, kjer se oblikuje nekakšna strast do znanosti in pa tudi ideje za nove inovacije. Vi ste tudi univerzitetni učitelj. Kaj vi mislite o tem? Mislim, da je zagotovo zelo pomembno strast, ki se je omenjala, torej navdušenje nad znanostjo in mislim, da ta se zelo verjetno vzpostavi že zelo zgodaj. Zdaj govorimo o
se osnovna, srednja šola, nenazadnje se marsikdo odloči, da je znanost tista, ki ga zanima, zato ker prebere neko knjigo ali pa recimo sodeluje z neko raziskovalno nalogo na nekem tekmovanju, se udeleži nekega raziskovalnega tabora. Zato menim, da so take aktivnosti zelo pomembne, zato ker z njimi spodbudimo interes mladih za znanost, ker znanost je lahko izjemno zanimiva, navdušenje nad tem, da razumemo, kako delujejo določeni procesi ali pa celo, da odkrivamo nekaj novega. Mislim, da je zelo pomembno. Po drugi strani pa glede samega izobraževanja, kaj vem, mogoče sem jaz nekoliko bolj konzervativen, no. Jaz mislim, da je kljub vsemu potrebno neko razumevanje temeljnih principov določenih naravoslovij. Recimo, jaz sem po izobrazbi kemik in mislim, da sem zelo vesel, da imam tovrstno izobrazbo, zato ker mislim, da mi daje neko dobro osnovo za to, da jo potem apliciram v nekih bioloških ali pa recimo biomedicinskih sistemih, ker marsikdaj opažam, da gre tudi na tem področju zadeve precej v smeri iz kvantitativnega, ampak v obliko nekih slik, zato da gledamo slikce, ki so lahko seveda zelo informativne, ampak po drugi strani je dobro, da tudi razumemo mogoče nekoliko bolj na nivoju delovanja posameznih molekul, ker mislim, da danes biološke sisteme lahko razumemo, jasno moramo izhajati iz molekulskega, ker če poznamo interakcije med molekulami, potem lahko lažje razumemo delovanje celotnega sistema, čeprav seveda to smo daleč od tega, ne, da bi razumeli, kako deluje celotna celica, in tukajle mogoče pride bolj upoštev to, kot ste prej omenjali, holistično, čeprav se ta izraz kdaj zlorablja v mogoče neke ne toliko znanstvene namene. Namreč enostavno mislim, da so naši možgani manj sposobni razumevanja res nekih takih kompleksnih sistemov, ne. Ravno zato je mogoče AlphaFold sposoben napovedati strukturo, zato ker upošteva lahko 90 milijonov parametrov, česar seveda človek na noben način ne more, in zato je dobro seveda, da uporabljamo tovrstne sisteme strojnega učenja, in sem prepričan, da bo nekaj podobnega potrebno tudi za razumevanje delovanja celice. Lahko razumemo posamezne segmente, ampak kako pa celotna celica deluje skupaj, mislim, da je najbrž spet toliko parametrov, da bo potrebno, oziroma da je potrebno upoštevanje tudi sistemske biologije, ki nenazadnje je tudi veda, ki je namenjena temu, da prispeva k razumevanju delovanja celotne celice, celotnega organizma ali pa mogoče manjšega celo sistema, kot je recimo imunski sistem. Še tole me zanima, poglejte, kakšen potencial pa ima Slovenija, oziroma tako, kako se obnaša, da bi pa okrepila bogastvo teh znanstvenih talentov in znanja. Konec koncev gre za neko osnovo izgradnje neke nove dobe, ki sva prej govorila o njej. Glede tega moram reči, da sem optimističen, ker se kaže v zadnjem času, da je večja podpora za znanost, nenazadnje se tudi, če pogledamo v proračunu, je namenjenega več podpore znanosti, kar je prvo izhodišče. Tudi sistem, ki se je z novim zakonom uveljavil, da se odločitve glede podpiranja raziskovalnih programov premikajo na organizacije z agencije, ki bo še vedno odgovorna za financiranje, za izbor projektov. Mislim, da je tudi dobro, da daje več avtonomije posameznim organizacijam, ki se bodo seveda morale same primerno organizirati, no. In v tem smislu mislim, da smo se na Kemijskem inštitutu gremo dobro pot, v tem smislu, da imamo zunanjo evalvacijo, da izbiramo, podpiramo tiste programe, tiste raziskovalne skupine, ki so bolj propulzivni. Tako da, kar se tega tiče, je v redu. Dobro je tudi, mislim, da znanje, ki ga dobijo naši študentje na
na univerzi, poznam bolj podrobno predvsem naravoslovne, mislim, da lahko z tem, da so naši kemiki, fiziki, biologi v svetu zelo cenjeni. Nekoliko pa imamo slabosti glede pretoka oziroma glede odliva možganov. Tukajle mislim, da se pogosto dogaja, da izgubljamo marsikatere izmed zelo sposobnih študentov, da odhajajo v tujino. Nenazadnje, eden od razlogov je tudi to, da je plača doktorskega študenta manjša od kuharja v kliničnem centru. Torej za 1000 evri kolegi torej na podobnih mestih v zahodni Evropi dobijo najmanj 2-krat več in mislim, da v tej smeri bo potrebno nekaj ukreniti. Sicer mislim, da je to faktor, ki bo prispeval. Zaenkrat še vedno dobimo študente, ki so motivirani in jih predvsem zanima to, da bodo delali znanost in ne toliko, koliko zaslužijo, ampak kljub vsemu ti imajo neko svojo eksistenco, v takih letih si morajo osnovati družino in mislim, da bi bilo prav, da tovrstne strokovnjake tudi bolj primerno nagradimo. Torej, Slovenija je težko konkurenčna glede sredstev, glede same velikosti, ampak mislim, da je dobro, da Slovenija podpira tiste, ki so res v špici. Torej, Slovenija ne more biti na vseh področjih najboljša, lahko pa je na določenih izbranih področjih. In mislim, da je najbolje, da prepustimo, da enostavno pogledamo, na katerih področjih smo res dobri. Ne, da od zgoraj navzdol diktiramo, zdaj bomo pa tole področje. Raziskovalci nenazadnje imajo neko svojo avtonomijo, mislim, da je potrebno jim omogočiti priložnost, da se dokažejo sami. Tistim, ki se pa dokažejo, mislim pa, da jih je potrebno podpirati in da potem ustvarijo nek renome, tako da potem iz tujine potem lahko prihajajo ljudje, ki želijo delati na določenem področju v te skupine in da omogočimo neke preboje. In če so ti povezani še recimo z nekimi aplikacijami, z neko industrijo, mislim, da najdemo neke niše, v katerih je Slovenija lahko dobra. Nenazadnje tudi na področju farmacije, mislim, da imamo farmacijo, ki je nadpovprečno razvita glede na velikost Slovenije, tudi glede podjetja, ki smo ga prodali, torej Lek je bil prodan Novartisu, se kaže, da se v tem okviru zelo dobro razvija, da so se slovenski strokovnjaki zelo dobro izkazali, zato se večje investicije, večja se število delovnih mest, ki so dobro plačana z visoko dodano vrednostjo in to je spet vse posledica dobrega izobraževanja in dobre znanosti in moramo seveda samo skrbeti na to, da jo spet dvignemo na določen nivo z 0,5% BDP-ja za znanost, kot smo namenjali doslej. To ne bo mogoče, ampak torej upajmo, da bomo res tudi v naslednjih letih sledili tem trendom, ki so zaenkrat zastavljeni, tako da jaz mislim, da gremo v pravo smer, potrebno bo seveda še marsikaj storiti, ampak upajmo, da gre na bolje.